Pa le skozi pred internetom, nič drugega ne dela, ko pa internet gleda v televizijo, pa take, pa Mafia Wars igra, pogleda, no trepa se, pa se še krati. Iz Ljubljanskega studia 136. A, veš. Super. Bomo šli pa še enkrat, ne? Pa Mafia Wars špilat. Pa le Mafia Wars cele dneve sem to nabijal, pa tik noben nič ne ve več, kaj bi lahko drugega še delal, ala. A si terc znana, ti ne znaš kravate zavezati. Čakaj, znam. A ti moram kar še to zdaj pomagati. Ja, iz Ljubljanskega studia 136, to so Vestina vesti. A veš, ko sem zadnjič enega Včasih smo v videla, skupni državi Slovencev, Hrvatov, Bošnjakov, Srbov, Črnogorcev, Albancev, Makedoncev, Romov in ostalih narodnosti Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 25. maja praznovali rojstni dan jugoslovanskega predsednika in maršala Josipa Broza Tita. Vse skupaj je izgledalo nekako takole. Ej, če se pa ne vidi svinčnika, lahko en kul jaz dobim. Tito je naše sunce, Tito, Tito, Tito je naše srce, našoj sreći nigde ni ide kraja, jer nas ista ljubav spaja. Tito, Tito, Tito je naše sunce. Sem ti pa trebaš, kak smo se mi včasih teda enkrat, veš, kak smo se mi žvalili tam gora v unih kipah od Titana, veš ti, ko si tam samega konca tudi ti spaj trebaš. Ljubljana je včeraj s 25 glasovi za in 4 glasovi proti le dobila Titovo ulico. Takole pa je ljubljanske mestne svetnike pred glasovanjem k razmisleku pozval predsednik MSI Jernej Vrtovec. Pa tek ti pravim, jaz gr na kip smo zlezli, pa smo se pa dol režali, eni so pa scali dol z drugega metra, res, pa tek vem, da ne verjameš. Ala, ti povej. Mladi v Novi Sloveniji se zato sprašujemo, zakaj hoče in si želi ljubljanska mestna oblast postaviti ulico po Morilcu? Zakaj župan Janković in njegovi svetniki častijo Morilca? Kje je njihova vest in morala? Spoštovani, danes je v Ljubljani na preizkušnji zdrav razum in svoboda. In ali se bo po zaslugi župana Zorana Jankovića to podredilo neusmiljenemu glasovalnemu stroju njemu zvestnih svetnikov? Jaz nimam dovoljenja, da bi brala še te tekste, tako da ti zdaj moraš to prebrati, pa eri se tega držati. Obstrukcijo svetniškega kluba SDS je predseval napovedal mestni svetnik SDS Boštjan Cizelj. Cizelj, no Boško je to, a veš ti? Oni, ko je z motokrosom furov grta čez bregja, se spomneš ti, ha? Ej, prid nazaj, lega, ti nekaj povedala, ne? Mi smo že zdavni povedali svoj jasen ne in več kot to je praktično nemogoče, glede na to, da je, bom rekel, odločitev o samem glasovanju jasno naprej. Za številke, ki se pokažejo na displeju, pravzaprav ne igrajo nobene, morda neko simbolično vlogo, vendar pa jasno tukaj mi sporočamo, da se s takim preimenovanjem v tem trenutku nikakor ne strinjamo in tudi sicer se s tem ne strinjamo, tako da tukaj je popolnoma nepomembno v tem trenutku, ali se glasuje ali ne, bomo pa na ta način, se pravi z obstrukcijo, pokazali nestrinjanje s to zadevo. Kam si zdaj šel, lega kresa, prid nazaj, a mi že me zbrala štole namest tebe, ali ka? A moram brat? Med glasovanjem pa se je na vrtu predsednika SNS Zmaguta Jelinčiča ob Titovem spomeniku začel žur ob dnevu mladosti, pa tik tam zazmera najboljšega ode bile ob Titotu, ala? Ha? Tukaj obeležujemo dan mladosti, to je dan odprtih vrat. Prišli so motoristi iz vse Slovenije pozdraviti in se pokloniti spominu maršala Tita ob spomeniku, ki ga imamo tamle na vrtu. Život, tovariš malo! Tito! Tito! No, veš, pa so pa tam čez one motokrose so se furali pobi dole iz vesi, ti spaj, trebaš kakve motorje so imeli. Tek smo se šponali, noter smo jim nalivali, v benzin noter, namest benzina smo jim devali, pa tako je škava, ne vem zdaj povedala, ka. Pa so se pa šponali s temi tomusami, ali, grta čez šodr, tako je delalo, prav. Slovenski premijer Borut Pahor se je odzval na besede hrvaškega kolega Iva Sanaderja, ki je včeraj dejal, da Hrvaška ne bo sprejela nobenih slovenskih predlogov sprememb in dopolnil zadnjega predloga Evropskega komisarja za širitev Olli Rehna glede spora o meji. Reži, konc smo, dost. Tam imaš ono živino, ko gre čez cesto, je rekel, prpelji mi traktor, bomo naredili red. Mi si želimo, da bi se vprašanje
meje rešilo, vendar je to povezano seveda tudi z poskusom Evropske komisije oziroma Evropske unije, da pri tem posreduje in kolikor posreduje. Ne smemo pa pozabiti, kje se je problem začel. Problem se je začel pri prevodicih. Tako da ne bi želel poseči v pristojnosti komisarja Rehna, ki je od začetka imel to ambicijo, da zavedajoč se vse bolj narave problema, ki obstoji z dejstvom, da Slovenija in Hrvaška nimata urejene meje, poskuša to doseči tudi za posredovanjem Evropske unije in jaz ne bi želel z nobeno izjavo onemogočiti možnosti, da morda na koncu do dogovora preko posredovanja Evropske unije le pride. Čeprav seveda današnja izjava predsednika vlade Sanaderja vzbuja malo možnosti, da bo do tega prišlo. Toda, kot rečeno, domačo nalogo ima hrvaška stran. O festivalu Igraj se z mano, komentar dneva Matej Rovšek. Dobar dan, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Pred približno 2 urama smo odprli že 3. mednarodni festival Igraj se z mano, tokrat na Prešernovem trgu. Moram reči, da se je že nekaj minut po začetku festivala prizorišče napolnilo z otroci z vseh vetrov, kot bi temu rekli, z mnogih šol, vrtcev, srednjih šol in pa seveda z mnogimi, ki so prišli mimo in postali za nekaj minut, da bi videli, kaj se na festivalu dogaja. Dogajanje je res pestro, letos kar 35 različnih šol sodeluje aktivno, več kot 40 šol se bo festivala udeležilo. Mnogi starši se odločajo za ogled festivala s svojimi otroci, kar je seveda bistven namen festivala, namreč Zavod Janeza Levca s tem festivalom vabi, da se z nami igrate z mano. Namen festivala je sicer razblinjanje mej med tako imenovanim handicapom in normalnostjo, ki je v naši družbi še zelo zakoreninjen. In te meje moram reči, da seveda se ne dajo raztapljati tako čez noč, ampak vendarle pa s takimi dogodki, kjer ponujamo priložnost za druženje oseb z motnjo v duševnem razvoju in s posebnimi potrebami in drugih tistih, ki jim stroka pravi osebe ali pa učenci z značilnim razvojem, da je to vendarle se ustvarja priložnost, da lahko pride do raznih povezav, da lahko s tem spontanimi interakcijami presegamo to vrstne meje. In moramo reči, da dejansko to v določenih segmentih se že dogaja, kar smo zelo veseli in kar pravzaprav nas ohrabruje in nam daje moči še za naprej. Festival bo trajal do petka, vsak dan med 9. in 13. uro. V petek popoldne, če nam bo seveda vreme to omogočilo, bomo imeli tudi popoldanski del programa in takrat še posebej vabim tudi družine, da pridejo k nam, da nas pridejo obiskati s svojimi otroci, pa seveda tudi s kakšnimi drugimi otroci, ne, saj končno ni nujno, da svoje pripeljete, lahko pripeljete tudi kakšne druge, bomo vsem veseli. Skratka, to je to, vabljeni vsi in moram reči, da je na Prešernovem trgu veselo in upam, da bo tako tudi ostalo. Malo od višje sile, to odvisno od vremena, ampak zaenkrat nam kar služi. Slovenija, 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 kulturac. Do 19. junija bo grli vžigalca na ogled razstava Risanje in mešenje Newyorčana Miltona Glaserja. Na včerajšnji otvoritvi je bilo v Cankarjevem domu predavanje Marka Iliča, Glaserjevega dolgoletnega sodelavca in prijatelja. Reži! Had they Tom Wolfe or anybody else that was not delivering in time. Milton was the one who was able to say, don't worry, we can do it. If something fell through, he knew the illustration. He gave me a real education in the first year at New York. The editor was Clay Felker. Milton and Clay had founded the magazine themselves. Milton was the chairman and... Še vreme? Pa si veste, o čem govorim, pa tako zastopite, trubentrulog. Trubentrulog jezik je to. Se vidimo pol enkrat, ali?
Pa da ne boste kakih bedarij delali spet tam gre na onem travniku, ali ko sem vse videla zanč, kaj ste delali, ne se zabavati.